Osrednja tema dneva GS1 Slovenija z naslovom Gremo digitalno, ki je potekal 29. novembra 2016 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, je bila vpliv digitalizacije na poslovne navade in navade potrošnikov ter vse večji pomen standardov GS1 v večkanalni trgovini. Res je, da se že dalj časa pravzaprav pogovarjamo o digitalizaciji in je prisotna vse povsod okrog nas, ampak tokrat je val teh sprememb, ki jih je povzročila digitalizacija, tako močan, da jih čutimo vsi, da so povsod okrog nas. Čutimo jo tako, da spreminja naše navade, okolje je nepredvidljivo, se zelo spreminja hitro. Potrošniške navade so, zelo različne. Danes ne nakupujemo več samo v klasičnih trgovinah, ampak poteka prodaja po več različnih kanalih. Kupci so vse bolje opremljeni z računalniško mobilno tehnologijo, kupujejo na daljavo, svoje nakupe pa vnaprej načrtujejo na podlagi analiz elektronsko pridobljenih podatkov o želenih proizvodih ali storitvah. Že v tradicionalnem poslovanju, se pravi tradicionalni trgovini, smo z GS1 standardi močno vplivali na to, da so podatki dobili svojo vrednost z identifikacijo, z sledljivostjo, z kakovostjo podatkov. In tudi vnaprej menimo, oziroma smo prepričani, da bomo s temi standardi, z novimi digitalnimi rešitvami in platformami vplivali ali pa poskušali pomagati našim članom, da se lahko soočajo z izzivi sodobnega sveta. Ugledni domači in tuji govorci so predstavili svoje poglede na digitalizacijo družbe, na vlogo spleta in pomen standardov GS1 v sodobnem nakupovalnem procesu, govorili pa so tudi o vplivu digitalne revolucije na izobraževanje. Slovenska družba tu ni nič posebenega, digitalizacija se je začela lih pred kratkim, 20 let nazaj, ampak je zanimivo, da o tem še vedno govorimo kot o nečem novem. Ta čas se je veliko tega spremenilo, nekaj industrij je praktično zginilo, ampak spet ne samo v slovenskem prostoru, bolj globalno gledano, smo nekako del tega trenda. Na nivoju posameznika, na nivoju družine, na nivoju naših malih ritualov se je spremenilo čisto vse. Nismo več v stanju s prijateljico spiti kave, ne da bi uporabljali une protezice za se zmeniti, kje, kdaj, pa spotoma dvakrat spremenili. Enako tako nihče od nas več ne more iti v kino, ne da bi prek interneta preveril, kaj, kje, pa tudi bolj kompleksne zadeve. Nismo čisto na jasnem, ne vemo še, da se nam je to zgodilo, ampak se nam je zelo, smo marinirani v neki tej digitalni juhi, ki potem diktira naše načine komuniciranja in delovanja. Razlike znotraj družbe pa so. Pojavlja se, nekoč smo govorili o tej digitalni ločnici enostavnega dostopa do digitalnih storitev. To je bil koncept, ki je bil po volji, da tako rečemo, trgovcem z internetnim dostopom. Danes opažamo, da obstaja neka razlika v internetni pismenosti ali pa v digitalni kondiciji, tako med posamezniki, kot tudi med organizacijami samimi. To je neke sorte usposobljenost ozaveščenega eksistiranja v digitalni družbi ali pa v informacijski družbi. Če se ne zavedaš novega ekosistema, novih soodvisnosti, novih protagonistov in njihove moči in vpliva na te in seveda tvojega na njih, bolj boš malo težje shajal. To je situacija. The best way that online shopping sites can use GS1 standards to improve their performance would be to use one of our new standards called GS1 Smart Search, which helps to make your website more search engine friendly. When you set up your shopping sites, you're using a lot of data and a lot of information that you need to give to the consumer. That sometimes is very difficult for the search engines to be able to find that information. So through a thing called structured data, so many websites are structuring their data in a way that the search engines can find and index that information more easily. GS1 have built a standard around that, working with a company or an organisation called Schema.org, and Schema.org is an association of Google and Bing and Yandex and all of the global search engines. And what that means is that the machine that is the Google search engine is able to read the information that's on the machine, which is the website, and then be able to understand
the information and then bring that back to the consumer in a more accurate and relevant way. So you as a consumer, when you're shopping for something, if you're looking for a particular item, using the new standard with the attributes that are linked to it, the consumer gets the information more accurately than they would do normally. CNS.si dejansko je eden izmed najpomembnejših delov umeščanja proizvodov, ki jih dobimo. Imamo več kot 1,5 milijona različnih ponudb in v tem delu dejansko uporabljamo GTIN kot eden izmed ključnih kazalnikov in predmetov povezovanja. S tem, da žal trgovci še nimajo najboljših navad z vidika uporabe GTIN-a, imamo v bazi približno 17% vseh proizvodov, ki imajo GTIN, veljavne GTIN-e. Sicer imamo še nekaj več algoritmov, ki so povezani z posameznimi atributi v posamezni kategoriji, ki nam dodatno omogočajo povezovanje. Zaradi tega, ker edini način je, da narediš primerjalno nivo enega artikla in da ima uporabnik ustrezno uporabniško izkušnjo, kjer lahko primerja artikle tako po ceni kot po ostalih atributih. Zagotovo je možno videti pri naši analizi, da so veliki trgovci absolutno prevzeli standard in ga tudi aktivno uporabljajo v tem delu, tako za optimizacijo svojih procesov, medtem ko manjši trgovci, ki se pa še ukvarjajo z osnovnimi procesi, nimajo vseh teh orodij, so pa tisti, ki je večina, ki jih ne uporablja. Absolutno pa priporočilo je, da enovit standard dejansko mora obstajati. Na takšen način imajo bistveno boljši promet lahko in bistveno boljšo izpostavljenost ponudbe na primerjalnikih, kot je CNS.si. Če pogledamo Evropo, vidimo, da je v bistvu stisnjena med Ameriko na eni strani in Azijo na drugi strani. Govorimo o internetnih uspešnih podjetjih, teh, ki danes največje rezultate v najkrajšem času dosežejo. V Ameriki je približno 80% teh najmočnejših podjetij, v Aziji najdete nekje 20%, v Evropi takih podjetij ni. Tako da ima celotna Evropa zelo velik izziv. In kaj lahko Slovenija v tem okviru naredi? Verjetno lahko bolj agresivno štarta na ta segment digitalno podprtih podjetij. In če to želimo narediti, rabimo v bistvu bazo in to je v bistvu začeti že zdaj v osnovnih šolah bolj aktivno s tako imenovano logiko, z informatiko, z kreativnostjo, tako da bojo kadri, ki bojo prišli iz osnovne šole, po domače povedano strgan s ketne. Se pravi, ne bodo v bistvu čakali, da jih bo delo srečalo, ampak bojo oni aktivni kreatorji dela. In to delo prihodnosti je v veliki meri povezano z informatiko, z podatki, o katerih danes veliko govorimo. Teh dnevov, ki jih prireja GS1 Slovenija, se pravzaprav kar redno udeležujem, ker se mi zdi, da vedno pridobim tako nova znanja za področje ravnateljevanja v šoli, kot tudi za predmet, ki ga predavam. Gre pa pravzaprav za to, da moramo šole zelo slediti vsem novostim, ki se pojavljajo, da lahko stopamo v korak z gospodarskim razvojem. Vsekakor pozdravljam inicijativo GS1 Slovenija, vse evente in dogodke in se jih tudi redno udeležujemo. Digitalnost danes je nuja, ni moda, tako v poslovnem svetu kot v privatnem. Podjetje veliko vlaga, želimo, da naše stranke s tem pridobijo informacije do novih izdelkov in do novih tehnologij. Tako vsekakor še enkrat dogodkov smo tudi v bodoče udeleževali v vsakdanjem življenju, pa uporabljamo v poslovanju tehnične standarde in uporabljamo nove tehnologije, posebej v logističnem delu našega poslovanja.